Ti pa veš, kaj je še pomembno? Ne vem, guma. Ja, kako smo to vejo? Ja, ki sem včasih gledal, da je njeme zvezde. Ja, se sploh ne vem, če še kdo ve, kaj je to, ne? Ampak ja, hotel sem to povedati, da tudi poletje je pomembno, da imate dobro pnevmatiko in da ima predvsem dovolj profila. Zakaj? A to mene sprašuješ? Aha. Zato, da so te pravi čas ustavili. Sej, ko je suho, je praktično vsaka guma dobra, tudi če nima skoraj nič profila. Ampak pri nas občasno pade dež, kot lahko vidite, sploh poleti so tisti hudi nalivi, takrat je dobra guma življenjskega pomena. Ja, pri Continentalu priporočajo, da ima tudi letna pnevmatika vsaj 3 mm profila. So naredili test na mokri podlagi in se je avto s pnevmatikami, kjer so imeli samo še 1,6 profila, ne, to kot je zakonsko dovoljeno, ustavil za cel avto kasneje, kot pa recimo pri 3 mm. Lej, to je 1,6 mm. Imaš noter lepo indikator, da točno veš, da je guma še dobra, je preveč obrabljena. Ja. Mimogrede, dobro idejo imam zate. Ti bi lahko šel malo med slovenskimi vozniki preveriti, kakšne gume imajo. Ja, kam naj grem? Kam? Tle imaš cel parkirišče. Koliko je avto? Ja, okej. Bom jaz odmil za tebe, naslednjič dobro idejo. Daj unga najprej. Ej, pa gumo s sabo vzem. Kaj ne jaz s tem? Okej, pa da vidimo, kako pridni smo Slovenci pri menjavi pnevmatik. Okej, tule so letne, dosti profila, zimske, s premalo profila, sploh nam gleda, koliko je stara guma, ne? Ja, pa še naš, ne, vreje. Zimske, zvezdica, zimske, Eskimo, letne, zimske, letne, dosti profila. Zakaj torej zimske gume niso dobre poleti? Ja, že zaradi tega, ker je slabši oprijem, bi mogel biti dovolj dober razlog. Sicer pa smo že zadnjič v prispevku, ki ga lahko vidite na volan.si, pokazali, da se poleti zlepijo lamele in potem zimske pnevmatike po zimi dejansko nima več takšnih lastnosti, zaradi katerih jih sploh kupite. Če vozite malo in še to večinoma v mestih in okolici, veliko bolj priporočamo celoletne pnevmatike, boste bolj varni na cestah. Tale ima letne, dovolj profila. Super. Conti Van Contact, prave so. Dosti profila. To. Tam zimske, ki se bolj malo vozim. A skozi imate zimske? Aha. Nikoli pa nimate letnih gor? Ja, sem jih imel, ampak zdaj se toliko malo vozim, da jih... Da se ne splača? Ja. Povejte mi, redno zamenjujete pnevmatike na svojem avtu? Ja, redno, ja, mislim, da pač na 2-3 leta, kakor je doba pač gum, ne. Ker so zrabljene. Kdaj pa veste, da so izrabljene? Vulkanizer nam pove. Zaupate vulkanizerju. Super. Krasno. Povejte mi, kakšno majico vam lahko dam? XL? Pa to vam pove vulkanizer ali sami presodite? Ne, sami. Ja? Letne, zimske redno tudi zamenjujete? Redno. Zakaj? Zakaj? Zato, ker pač letna guma po zim nima dobrega prijema in obratno, ne. In obratno, ja. Zimska pač za polet se pa hitro, bi rekel, obrablja, ni pa prijema to pravga, ne. Ni bravo, namesto mene. M ali L? Rezultat. Pregledal sem 151 gum, v bistvu avto, kar je 4-krat toliko gum, in ugotovil sem, da 70 jih je imelo zimske pnevmatike, to je 46%, od unih 81, ki pa so imeli letne pnevmatike, so pa 4 imeli premalo profila, kar je 5%. Ja, kaj ne rečem, ne? Čim prej jih zamenjajte, zato da bomo vsi bolj varni na cestah, če ne zaradi sebe, pa zaradi drugih. Naprimer mene. Ja, vozniki imamo kar veliko odgovornosti, da je naša vožnja varna.